Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o ljubezni do sebe. A veste, kje se najbolj odraža ljubezen do sebe? Dejansko pri najbolj osnovnih potrebah našega telesa. Če se imamo radi, gremo na stranišče takrat, ko nas tišči. Ne da zadržujemo, ne, se lahko potrpim, da takrat, ko smo lačni, gremo jest, da takrat, ko smo žejni, vstanemo, tudi če smo sredi dela, enostavno gremo in si pripravimo za pit. In da nahranimo svoje telo vsakih nekaj ur, ker lejte, naše telo ni stroj, ki lahko dela do onemoglosti. In kdor pričakuje od svojega telesa, da bo delalo njegovo telo do onemoglosti, slej ko prej pač telo reče ne. No in prav ljubezen do sebe se odraža pri odnosu do tega, kako poskrbimo za svoje osnovne potrebe. Zato, da dovolj spimo, zato, da poskrbimo za to, da naše telo sploh funkcionira. In vemo, da tisti, ki smo bili vzgojeni, tisto bodi tiho, potrpi, ali pa če bom dovolj pridna, me bojo ljudje imeli radi in moram še bolj delati in še bolj delati in še bolj se truditi, da bom ja dokazala, da sem vredna pohvale. No in vemo, da konj, ki vleče, tistemu se naloži. In nikdar ne boste dovolj delali, nikdar ne boste dovolj zaradi tega, ker vedno bojo nalagali na vaša ramena. Zato je pomembno, da začnete trenirati ljubezen do sebe. Zdaj, kako to delate? Se pravi, prva stvar, če niste navajeni jesti na 2,5 uri, si boste naredili polnik oziroma budilko. A veste, na 2,5 uri si date alarm, da vas dejansko nek zvok spomni, čas je za jesti. Zato, ker ste mogoče postali imuni na ta svoja sporočila in ignorirate. Enostavno se lahko potrpi vaše telo. In potem, ko pa pridete do hrane, pa jeste. Ravno tako žeja, ne? Piti je treba. Pogosto, vidim, grem na banko in sem tako, vidim, dame imajo tako steklenico in imajo pripravljen, da vejo, koliko bojo popile. Ker če nimaš zraven, če delaš za računalnikom, točno nalite tekočine, dejstvo je, da jo ne boste popili. Naslednja stvar je, poznam kar nekaj, spet dam seveda, ki veselo pijejo kavo in dobro, tudi jaz spadam med njih, ki rada imam kavo, ampak kava izplavlja B-vitamin in B-vitamin je potreben za presnovo. Se pravi, če bom jaz preveč kave popila, kava ne paše v kategorijo tekočin, zato ker dehidrira telo. Ravno tako alkohol ne spada v kategorijo tekočin, ker dehidrira telo. Zato je pomembno, če že pijem kavo, moram piti vodo zraven, ker v nasprotnem primeru se ne more izenačiti. Moje telo pač dehidrira. No naprej, ljubezen do sebe se kaže tudi pri tem, kako se postavimo za sebe. In tukaj pri tem, ko se postavljamo za sebe, je ključnega pomena, da v katerem koli odnosu govorimo zgolj o svojih čustvih. Se pravi, da govorimo, v tej situaciji sem jaz razumela na ta in ta način. Ali pa sem jaz občutila to in to. Se pravi, nikdar ne govorimo, ti si meni to in to. In si rekel in si rekla to in si naredila to. Ker kakor bomo obtoževali in streljali na druge, bomo dobili rafal nazaj. Dobro, tudi v vsakem primeru, takrat, ko postavljamo meje, verjetno boste dobili rafal nazaj, ampak gre se za to, da vi govorite zgolj o svojih čustvih. Nismo še tam vsi ljudje, da bi razumeli, ko nekdo govori svojo resnico in ko govori svojo resnico, da pač druga stran razume, ampak gre se za to, da jasno izražate to, kar vi čutite. No, zdaj pa naprej. Glejte, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, in danes sem pripravljala za eno podjetje članek prav o ljubezni do sebe. Se pravi, lačen si, žejen si, imaš te potrebe, pojdi na stranišče. To so
osnovne potrebe našega telesa. In če tega ne razumemo, dejansko naše telo ne more, mislim, se lahko potrpi nekaj časa, ampak slej ko prej se bojo začele težave. No in zdaj, kje se začnejo? Največkrat se začnejo tam, ker ne izločamo strupov, ostajajo strupi v telesu in ko ostajajo strupi v telesu, začne nagajati ščitnica. No, ščitnica je pa po drugi strani povezana s tem, kako izražamo čustva. Pa jih ne, a ne? Zato, ker ta del je tako varno imeti malo zavarovan in ne izražati čustva, potlačiti vse, kar je možno izraziti, ampak nekje se nam bo potem poznalo. In če ne drugi, bo telo začelo proizvajati maščobo okrog svojega telesa, zaradi tega, da nas bo zaščitilo pred udarci življenja. In se nam veča maščoba in v bistvu nič posebnega ne jemo, nič več ne jemo, ampak enostavno postajamo vedno bolj zabuhli, ker ščitnica, o tem sem že večkrat govorila, pa vpliva direktno na limfo. In kdor ima težave z limfo, voda ostaja v telesu in se pojavi celulit, ampak celi postanete otekli, ne samo, da se nabrekne celulit. No, tako da v glavnem, res je ta ljubezen do sebe pač ključnega pomena. Zdaj pa kako sem jo jaz trenirala, začela sem na ta način, da sem vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sama sem rekla, rada se imam in se cenim, rada se imam. Pa sama sem rekla, Minka, rada te imam. In večkrat, ko sem si ponovila, rada te imam, Minka, bolj sigurno je to se pogreznilo v mojo samozavest, v mojo podzavest in s tem se je večala moja samozavest. Seveda potem sem imela še kar nekaj strahov za počistiti, kar se tiče glede preživetja pa tako naprej, ampak kdaj sem šele začela izražati svoja čustva? Veste, kaj je bilo ključno pri meni? Jaz nisem izražala svojih čustev, ker sem se bala, da bom svojo resnico nekoga prizadela in ker svojo resnico bi lahko povzročila, da bi se lahko odnos zrušil. No in to je v bistvu moj bivši mož. Jaz dejansko nisem nikdar razlagala o svojih čustvih, nikdar. Prvič sem spregovorila, ko je najmlajša hčerka imela 2 leti in ko sem že brala knjige za osebno rast, ko sem v glavi počistila, da jaz lahko živim brez tega stola, da jaz lahko živim brez te mize, da jaz lahko živim brez vsega tega materialnega, da če ne bom nekaj spremenila in začela govoriti o tem, kako se jaz počutim, enostavno bom zbolela. In vem, da mnogi pridete do tega, da poskušate na vseh koncih zadovoljiti vse okrog sebe in poskušate ustrešiti vsem, kar je možno, biti več, kot zmorete in potem, ko ne zmorete več, komu koriste. Zato je tako pomembno, da se vseeno vsake toliko časa vprašate, kje sem pa tukaj jaz? Pač ni druge. Ali pa, ko vidite, da ste preutrujeni, da se vprašate, čakaj, zakaj to delaš? Zakaj želiš vsem ustrešiti? A se mogoče bojite strah pred izgubo nečesa? Jaz govorim iz svojih izkušenj, jaz sem imela strah pred izgubo varnosti, strah pred izgubo družine, strah pred izgubo ljubezni. In zaradi tega strahu sem delala vse živo, samo da sem nekomu ustregla, da sem bila všečna in ker sem želela biti všečna, sem pač vzdrževala to sliko varnosti. Ja, vem, da je težko, nam reka, da je to enostavno delati korake v svojem življenju, ampak verjetno je bolj enostavno delati te korake, pa počasi začeti graditi ljubezen do sebe, kot pa počakati toliko časa, da zboliš in se potem ukvarjati še z boleznijo, pa še s tem, da imaš pomanjkanje energije in da ne zmoreš več. Se pravi, je pametno prej nekaj narediti, kot pa takrat, ko ti že voda tako močno teče v grlo, da ne moreš več. Zato vam to govorim.
poskrbite prej za sebe. A gremo še na eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo stvarstvo. Kaj je ta trenutek sporočilo za vse te svetle duše, ki so na poti razsvetljenja, ki so na poti ljubezni do sebe. Tisto sporočilo, ki je za vas ta trenutek najbolj pomembno. Hvaležnost vam odpira vrata sreče. Počiste preteklost. Poglejte, kakšne neverjetne. Intuicija vas vodi. Intuicija je vaša najboljša prijateljica. Čiščenje preteklosti, osvobodite se vseh spon vzorcev in vse to se zgodi z nekim namenom, zato da boste napredovali. Bodite hvaležni za vse to, kar se vam dogaja, tudi za trpke izkušnje in tudi za trpke odnose. In pred vami je novo obdobje, bogastvo je povsod okrog vas in verjemite mi, ko boste pri sebi naredili premike naprej, se bo zgodil premik tudi na materialnem področju, na vseh področjih, ki so povezani s kakršnim koli obiljem. Obilje energije, obilje dobrih odnosov, obilje na materialnem področju. Jaz sem res prepričana, da vsaka stvar je v življenju pomembna, zato da lažje naredimo korak naprej. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži in naj vam pri vsem tem pomagajo vse svetle sile. Vse dobro vam želim in uživajte.